Pred pričetkom 20. seje občinskega sveta uvodoma moramo opravičiti odsotne Darko Ratajc, Branko Založnik, gospa Elena Vozlič in pa gospod Štromajer. Sicer nič ni rekel, ampak enkrat rekel, da ga do maja ni, tako da lahko štejemo kot opravičeno odsotnost. Drugače je pa, mislim, da smo vsi, gospod Čakš je nekje zunaj, ampak ga bomo šteli kot prisotnega, je potem to 19, drži? Prisotnost 19, lahko pričnemo z normalnim delom. Mogoče uvodoma ene tehnična pojasnila. Po tistem zadnjem naši zadnji seji, ko smo poskusno delovanje glasovalne naprave imeli in glede na pobude, predloge in tudi že napovedi, da bomo še par stvari dorekli, je zdaj v tej verziji, ki so je zdaj uspeli narediti, bo prikaz jasno normalno in pa pri številki, teda boste tudi lahko kontrolirali številko tega daljinčka z imenom na ekranu. Glasovanje za se bo obarvalo zeleno, proti pa rdeče. Mislim pa, da je sivo tisti, ko ni glasoval. V nadgradnji tega pa predvidevamo, da bi to tehniko posodobili še v smislu, da bi imeli na mizah tako imenovane konferenčne mikrofone, kjer je pri vsakem tudi mali zvočnik, da se sliši, v bistvu ni glasno, ampak se sliši. Hkrati pa omogoča to, da tisti, ki ima besedo, v bistvu izključi ostale, tako da je debata ali pa razprava poteka, v bistvu jo tehnika sama ureja, tudi če sami nimamo prehude volje za eno tako primerno debato, te tehnika prisili v to. Hkrati pa bi predlagal, da se pristopi počasi, ko bomo prišli s to tehniko tako daleč, da tudi poslovnik spremenimo in to glasovanje tudi formalno požegnamo, tako da bomo vedeli, o čem se pogovarjamo. Pred pričetkom bi vprašal, ali je glede zapisnika zadnje seje, ki je bila 27. oktobra v teh prostorih, zapisnik skupaj z vabilom in gradivom, potrebno kakšna popravek, pripomba? Ugotavljam, da ne. Jaz bi Mojci predlagal, da gremo, da vidimo zdaj, kako se tole, vidite zdaj, kjer ima kjero številko, to sam preverite, drži, in lahko glasujemo. Gre za potrditev zapisnika. Kdo je za? Eden je kontra, eden je proti. Prova, ok. Ok, v redu. Vidite, takle, zdaj imamo, eden je bil proti, se zdaj zna, stvar enostavna, ko pasov, očitno eden pa ni glasoval, glede na to nas je 19. Gospod Čakš ni glasoval, koliko sem jaz opazil. Zdaj že kar je. Glejte, sej... Zdaj bomo pol pri resnih točkah, to je pač za poskus malo, pa tudi malo za elektritev ozračja, da bomo lahko v sproščenem dnevnem redu to speljali, to sejo. Skupaj z vabilom ste dobili tudi dnevni red, ki ima tokrat skupaj s tisto vprašanje pobude 10 točk. Jaz imam samo eno pripombo tamle pri predlogu odloka o financiranju krajevnih skupnosti glede na razpravo na posameznih odborih. Na odboru za komunalno infrastrukturo je bil predlagan skrajšen postopek, na drugem pa potem pri veliko pripombi predlagal, da sam prvo obravnavo opravimo, pa zadevo speljamo po normalni poti, časa je več kot dovolj, nič ne profitiramo, nič ne zgubimo, če gremo v normalno proceduro. Bi poleg te predlagane spremembe še kakšna druga sprememba bila potrebna? Izvolite. Ja, mi bi predlagali, da se umakne iz dnevnega reda 5. točka, in sicer obravnava predloga pravilnika o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode. Namreč ta
Pravilnik smo iz dnevnega reda umaknili tudi na statutarno pravni komisiji, ker smo bili mnenja, da ga ni obravnavalo še eno matično telo, to je odbor za finance. Glede na to, da gre za pravilnik, ki ureja obračunavanje stroškov in obračunavanje stroškov so finance, je prav, da ga pregleda tudi odbor za finance. Predlagamo, da gre z dnevnega reda in gre še enkrat na odbor za finance in potem na statutarno pravno komisijo. No, v tej uvodni, ko se pogovarjamo o tej točki, je takole. Pri pripravi točk dnevnega reda in tudi pri delu odborov smo zastopali stališče, da v bistvu občinski svet ne bo danes sprejemal ničesar, samo seznani se, ker itak ta pravilnik sprejema nadzorni svet, kar je že storjeno, komunale, in da ga je matični odbor po vsebini obravnaval, v bistvu se pa proračuna ne tiče, ker ta denar ne gre v proračun. In nekako dosedanja praksa je bila v tej smeri, da smo dali na odbore, podobno za prej smo imeli, če se spomnite, pri tistem mostu na Zbelovem, kjer v bistvu odbor za komunalno infrastrukturo, kjer odbor še ni, eden odbor glavnem ni obravnaval, ja, se še nima kaj, ne? Še nima kaj obravnavati, če ni projektov. Odločitev sprejeto o tem, da v tistem primeru, da gremo v gradnjo novega mostu, je bila več kot jasna. In tudi tukaj občinski svet ne sprejema ničesar, samo seznani se. Zato smo smatrali, da ni potrebe, da odbor za finance obravnava, ker občinski svet ni to predmet sprejemanja. Da se ne bo sprejel sklep o seznanitvi, da se je seznalo s pravilnikom. Da se je seznalo, okay. No, ker na statutarno pravni tega ni bilo na ta način predstavljeno, mislili smo, da bo potrebno pregledati in odobriti pravilnik, zato smo ga tudi umaknili z dnevnega reda. Tako da na statutarni pravni komisiji, kljub temu, da je bil na dnevnem redu, ni bil obravnavan. Ja, v redu. Vse v bistvu, če jaz kaj vem, je tek sprejet na nadzornem svetu. Direktor drži? Ja, vse je nadzornem svetu obravnava, pomeni vse. Ja. Tako da, jaz predlagam, da gremo po tej poti. Še vztrajate na spremembi dnevnega reda? Ne, pol ne. Ok. Še kakšna pripomba? Ugotavljam, da ni, zato predlagam, zdaj pa gre za malo resno glasovanje že za sprejem dnevnega reda. Kdo je za potrditev dnevnega reda, tako kot je predlagano, s tem, da je tretja točka reden postopek, ne skrajšani. Kdo je za? Jaz se tu gledam, se vrat lomim. Ja, v bistvu so vsi glasovali prisotni. Rezultat je 19:0. Ja. Okay. Ugotavljam, da je dnevni red soglasno potrjen. In prehajamo na prvo točko, to je Zero Waste, zaveza občine Slovenske Konjice, posnetek stanja ravnanja z odpadki in zaveza občine na poti do družbe brez odpadkov za obdobje 17-26. Uvodno predstavitev bi prosil direktorja javnega komunalnega podjetja magistra Franca Doverja. Hvala lepa, gospod župan, spoštovane svetnice in svetniki. Bom tokrat zelo kratek. Glede na to, da se je že ta zaveza obravnavala, bi podal samo kratko pojasnilo. Namreč, kot je bilo rečeno na zadnji seji, ko se je že to obravnavalo, da je bilo neusklajeno, nasprotju in tako naprej, smo potem podali takoj pojasnilo, kar je bilo v redu. Bi se pa na tem mestu tudi zahvalil gospodu Štefaniču, ki je podal en predlog za razjasnitev in dopolnitev, kjer je potem botrovala 6. točka, kar se je navezovala tudi na vrtce, šole, kjer bomo te stvari tudi delali. Lahko rečem samo to, da nismo več 7. občina, pač pa 8. občina. V tem času nas je prehitela občina Radovljica, ampak smo še vedno prvi na tem koncu Štajerske in severovzhodne Slovenije. Ne glede na to, lahko rečem, da mi že delamo v konceptu, ki smo si ga zastavili. Verjamem pa, da zaveza, ki bo danes sprejeta, bo predstavljala eno ustrezno podlago za naše in vaše delo. Na tem mestu
se moram najprej zahvaliti vsem našim uporabnikom, predvsem tistim, ki že spoštujejo in delajo v konceptu ločenega zbiranja odpadkov. Mi se bomo zelo potrudili skupaj, verjamem, z občinsko upravo, z vsemi tistimi akterji v lokalnih skupnosti, ki imajo vpliv na to vrstne aktivnosti, da si bomo ta cilj, bi rekel, tudi dosegli. Ampak javno komunalno podjetje tega cilja ne more doseči brez sodelovanja z tistimi, ki povzročajo, bi rekel, surovine ali pa tudi odpadke. Toliko zaenkrat. Hvala lepa. Gremo po odborih. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor. Gospod Tone Offentavšek, prosim za mnenje odbora k temu dokumentu. Hvala za besedo. Zavezo nič odpadkov v občini Slovenske Konjice in jo je sprejel, ter jo daje v obravnavo na občinski svet. Hvala lepa. Še svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, gospod Peter Štefanič. Ja, tukaj bom kar na pamet povedal. Skratka, svet je obravnaval, ocenil, da je stvar dobra zdaj in predlaga sprejem oziroma potrditev. Prav, hvala lepa. Še informacija, tudi nadzorni svet javnega komunalnega podjetja je obravnaval ta dokument in ga potrdil. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato bom prosil, da pripravimo takole, zero waste. Kdo je za sprejem? Hvala. Ugotavljam, da je ta dokument Zero Waste zaveza občine Slovenske Konjice soglasno sprejeta. Hvala lepa tudi. Izvoli. Obveščam vas, da imamo v soboto 26.11. dan odprtih vrat na Centru za ravnanje z odpadki in pa na centralni čistilni napravi. Tukaj bomo predstavili to, kar smo predstavljali že tudi v sredo, 23.11. na naši tržnici v Konjicah. Kot veste, je teden zmanjševanja odpadkov, predvsem odpadne embalaže, in na teh dveh mestih na Centru za ravnanje z odpadki bomo tudi še to demonstracijo ponovili. Za vse naše občane, ki nam bodo prenesli rabljeno jedilno olje, bomo podelili ročko za rabljeno jedilno olje, tudi ustrezna vrečka, ki je narejena iz zavese, ali pa tudi 7-litrski zabojnik za biološke odpadke. Tako da vabim vse, to se pravi vas, občinske svetnike in svetnice in vsi, ki pač vplivate na to zgodbo, da se nam pridružite, pridete nas obiskat, bo pa v času med 8 in 12 uro. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala direktorju. Mi zaključujemo prvo in prehajamo na drugo točko. To je predlog odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalna Slovenska Bistrica. Gre za drugo obravnavo. Uvodno predstavitev bo opravila Urška Udovičič. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Druga obravnava odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalna Slovenska Bistrica, ki ga prav tako sprejemajo občine Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica, Kidričevo, Rače, Fram, Slovenske Konjice in pa Zreče. Navedene občine so udeležene v družbi v gradivu navedenimi poslovnimi deleži. Občina Slovenske Konjice ima 0,15% delež. Občinski svet je na 11. seji 26.11.2016 sprejel sklep o nameravanem odkupu deleža družbe v višini 0,2%. Prav tako je občinski svet na 17. seji sprejel odlok v prvi obravnavi. Med prvo in drugo obravnavo smo uskladili pripombe občin. Pripombe sta podali samo občina Oplotnica in pa občina Slovenske Konjice. Tako da tukaj nakratko. Hvala lepa. Prosil bi predsednico statutarno-pravne komisije, magistrico Ksenija Klamfer, za mnenje komisije. Ja, tudi statutarno-pravna komisija je pregledala predmetni odlok in potrdila predlaga občinskemu svetu sprejem tega odloka. Hvala lepa, odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zopet bomo takole. Kdo je za sprejem odloka v drugi obravnavi? Štirje manjkajo, ok.
Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalna Slovenska Bistrica v drugi obravnavi, oziroma da je dokončno sprejet. Hvala lepa poročevalki. Mi pa zaključujemo drugo točko in počasi prehajamo na tretjo. To je predlog odloka o financiranju krajevnih skupnosti v občini Slovenske Konjice. Uvodno predstavitev bo opravil sodelavec na občinski upravi Branko Sovič, pa bom kar njemu predal besedo, brez da se jaz upletam s komentarji. Dober večer vsem skupaj, hvala za besedo. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti določa kriterije za določitev finančnih sredstev posameznim krajevnih skupnosti. In sicer za naslednje namene: organiziranega delovanja pri upravljanju javnih zadev v krajevnih skupnostih, tako imenovanega funkcionalnega poslovanja, ter pa namen investicijskega vzdrževanja v infrastrukturo na področju krajevnih skupnosti. Investicijsko vzdrževanje krajevnih skupnosti, se pravi deleža investicijsko vzdrževanje infrastrukture v krajevni skupnosti, se ne spreminja glede na obstoječi odlok, medtem ko se tako zvano funkcionalno poslovanje spreminjajo kriteriji. Namreč pri rednih sestankih s predsedniki krajevnih skupnosti je večkrat bila izražena želja, da so stroški glede samega delovanja krajevne skupnosti bistveno premali. Zato smo vzeli pod drobnogled v bistvu nepremičnine, ki so na območju krajevnih skupnosti, in smo te skušali tudi vključiti v same kriterije. Tako smo v kriterij poleg števila prebivalcev, velikosti krajevne skupnosti vključili tudi količino ali pa neto tlorisno površino objektov, ki jih krajevne skupnosti vzdržujejo, in pa kvadraturo nepremičnin, ki jo krajevne skupnosti vzdržujejo. Tako nekako smo sledili k cilju z namenom, tako kot so predsedniki tudi na sestankih predlagali. Hvala lepa. Če spomnim, v bistvu smo nekoč imeli za delovanje krajevne skupnosti ene pavšalne zneske od določene, bolj kot ne, veliko izkustveno ali pa tako malo na pamet. Potem smo, mislim, da je bilo leta 2007, sprejeli ta odlok, ki je v veljavi še v tem trenutku, po katerem smo določili kriterije, kako se ta kolač razdeli. Vmes pa vsaj 3 leta ugotavljamo, da so krajevne skupnosti zelo velike, kajti najmanjša, mislim, da ima po zadnjih podatkih 152 prebivalcev, krajevna skupnost Konjice pa več kot mesto Konjice, tam je njih 5600, 5700, in da bo zelo težko najti takšen ključ, ki bo čisto vse zajel. Poskušali smo pa zajeti to specifiko, ki jo imajo, ker v Konjicah ni stroškov z domov kulture, se financira iz drugih virov, javne površine se iz drugih postavk financirajo, vzdrževanje druge krajevne skupnosti, nekatere pa imajo s tem precejšnje stroške, in smo sledovali predvsem ta cilj. Kot sem dejal, živahna razprava je bila na sestanku s predsedniki svetov krajevnih skupnosti, pa vendar so večinsko z obema rokama podprli to spremembo. Preden pa gremo se za res pravo razpravo, pa bi predal najprej po odborih. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Offentavšek, prosim za mnenje. Hvala za besedo. Odbor je obravnaval predlog odloka o financiranju krajevnih skupnosti in ga predlaga po skrajšanem postopku, oziroma prej smo slišali, da je v prvi fazi bilo obravnavano na občinski svet. Hvala. Hvala lepa. Odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim. Hvala. Tudi odbor za finance in premoženje je predlagal občinskemu svetu, da sprejme odlok o financiranju KS. Hkrati pa glede razprave, da so zelo razdrobljena ta sredstva, sploh investicijska, sicer ta del, ki se zdaj ne spreminja, ampak smo vseeno opozorili, da bi se predlagalo, da se te investicije, razdrobljena sredstva nekako optimizira
na ta način, da bi se investicije izvajale v večjem obsegu za nekaj več let, vsako drugo ali pa tretje leto po posamezni krajevni skupnosti. Prav, hvala lepa. Kot sem dejal, gre samo v bistvu za funkcionalno poslovanje. In še statutarno-pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer. Ja, tudi na statutarno-pravni komisiji smo obravnavali predmetni odlok. Izpostavljene so bile določene pravne pomanjkljivosti tega odloka, nekatere so bile pripombe že upoštevane, še vedno pa vztrajamo še na nekaterih, menimo, da kolikor se sprejema trenutno odlok o financiranju krajevnih skupnosti, da se financiranje krajevnih skupnosti uredi v celoti, to pomeni, da se skladno z veljavno zakonodajo konkretno uredijo tako viri financiranja, navesti je treba tudi določbe glede neporabljenih sredstev, natančno opredeliti donacije, finančne načrte, določiti finančno dinamiko ter nenazadnje urediti tudi nadzor nad finančnim poslovanjem krajevnih skupnosti. Glede na to, da zdaj to je šele prvo branje, verjamemo, da do drugega branja bomo te zadeve tudi uredili. Uredili in pojasnili, tako da je to. Hvala lepa poročevalcem po posameznih odborih oziroma komisiji in odpiram razpravo. Izvolite. Gospod Tonov Davšek. Hvala lepa za besedo. Zdaj, to je tak beseda lepo slišati, da bi se sredstva vzdrževala, pa bi se enkrat v eni krajevni skupnosti lahko več naredilo, pa drugič v drugi, pa tretjič v tretji, pa pol tako naprej. Zdaj, kako vam jaz spomina, vem, da smo enkrat to pred leti poskusili, vendar žal, gledajte, to ni bilo dobenega uspeha, ker je vsak hotel biti prvi. To je 16 krajevnih skupnosti in to uskladiti, ker boste zadnji in ker so takrat cene divjale iz meseca v mesec navzgor, je praktično to bilo nemogoče z tistimi sredstvi, pa z takimi visokimi cenami, pol na konci se 4-5 let, ko bi ti na vrsto prišel, se pravi, tisto delo upraviti. Zato si jaz mislim, da mogoče je pa pametno, da se ta sredstva, tako kot je določeno, delijo, se pa lahko krajevne skupnosti med seboj zmenijo. Če so 3 krajevne skupnosti za to, si lahko 2, tisti tretji odstopijo sredstva in enostavno tista krajevna skupnost več naredi, potem pa oni njim vračajo. To gre pa lahko hitreje. No, to je moje videnje. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Gospod Štefanič. A je možno v okviru tega denarja, namenjenega za krajevne skupnosti, zadržati določen odstotek, da vidimo, da je to 10 000 evrov, ki bi pa potem šel skladno z dogovorom vseh v tisti projekt, ki bi bil katerikoli krajevni skupnosti najpomembnejši, najnujnejši, da bi s tem pomagali, da bi se izognili takim stvarem, naprimer, da bi zaradi pomanjkanja denarja pač tisto obviselo. No, to, mislim, vprašanje, je to možno? Možno je vse, to je vse stvar dogovora. Je pa res, da je treba konsens najti in na koncu občinski svet, če sprejema tako odločitev, se tudi v to gre. Je pa res, da je pa treba ta sredstva bistveno povečati, če 10 000 je drobiš, tudi za dokončanje. Ko se pogovarjamo, v bistvu zdaj smo malo šli iz teme, pogovarjamo se o funkcionalnem poslovanju, o tej delitvi. Pri investicijah je pa dejstvo, da je teh 485 000 evrov, ko je na kupu lep denar. Ko pa razdeliš na 16 krajevnih skupnosti, ima pa, ne vem, 7 000, 8 000 evrov, kar je bolj sredstva za vzdrževanje, kot pa za investicije na cesti, če se pogovarjamo. Tako da, jaz verjamem, da bo slej ali prej prišlo do ene racionalizacije v smislu, da se bojo določile prioritete in se bo to s tem denarjem urejalo, ker drugih sredstev ni in jih jaz tudi ne vidim kar kmalu, da bi lahko neke resne investicije se šli. Zdaj pa v bistvu v okviru malo povečanih vzdrževalnih del namesto 3 flik naredimo malo daljši obseg, ampak tisti daljši obseg je 50 ali pa 100 metrov. Potrebe so pa bistveno večje. Saj imamo ocena 10 najnujnejših lokalnih, se pravi odsekov na lokalnih cestah, pa tudi nekaj takega na javnih poteh, je bila ocena 3,5 milijone, tega denarja pa ni. Dobro, verjamem, da se da to znižati po 3 milijone, ampak
zelo postopno in bo treba ta sredstva prej združevati, ne pa razbijati. To se strinjam, samo kako pride do tega, je pa drugo. Ne? Še želi kdo razpravljati? Pravim pa, pogovarjamo se o tem ključu delitve funkcionalnih sredstev za funkcionalno poslovanje. Ne? Ugotavljam, gospod Hren? No, gledamo, kot podpredsednik Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, vidimo, da Krajevna skupnost Slovenske Konjice največ izgublja za tem ključem, da ta denarja funkcionalnega in tak naprej. In če gledamo točkovnik kot tak, vidimo, da je tam do 500, je te točk pol od 500 do 5000 do 6000 je pa isto. Zdaj, če tole gledamo, je to dejansko malo, jaz upam, da se bo to zdalo na kak drug način nekaj to lukno završiti, ker je itak že tak 6000 ljudi z temi 80 000 evri ne more ne vem kaj narediti in da se bo na nek način te občinske ceste na drug način sfinanciralo in naredilo, ker je to pač na tako veliko krajevno skupnost premalo denarja. Mal moram dati pojasnila. Mi se pogovarjamo o spremembi ključa delitve sredstev za pogovarjamo se o spremembi ključa delitve sredstev za funkcionalno poslovanje. In na tem področju je ravno Krajevna skupnost Konjice vsako leto 70 do 80 tisoč evrov prerasporejala v vzdrževanje oziroma v investicije. Kar pomeni, da je ta obstoječ ključ ni bil pravilen za funkcionalno poslovanje, govorim. Se pa globoko strinjam, da vse krajevne skupnosti potrebuje več denarja, če hoče normalno delati. Ampak, ko delamo to primerjavo, kot sem prej rekel, v Konjicah se javne površine, se ve, s katere postavke se vzdržujejo. To imajo ene krajevne skupnosti na svoji grbi. In samo ta del primerjamo, oziroma približujemo zdaj dejanskim potrebam. Par let zapored je krajevna skupnost Konjice prerasporejala dodeljena sredstva za funkcionalno poslovanje v druge namene. Je pa treba celotno maso povečati. Ne? Zdaj se pogovarjam samo o ključu. Ne? Zadovoljstvo od tega bo pa odvisna od hleba, kak velik je. Jure Levart, sem spregledal. Jaz sem še eno vprašanje, prej ste bil meni, da so predsednik krajevne skupnosti ta moj pravilnik, pa da zanima, sicer so še nekatere poleg Konjic krajevne skupnosti, ki dobivajo nekaj sredstva, sicer manjša, pa me zanima, kakšne so vas stališča predsednikov krajevne skupnosti. Tu vemo, da krajevne skupnosti, ki recimo nimajo domov, sem predtem z tega naslova, da ima škoda sredstva. Sem rekel, v veliki večini so pozitivni sprejeti. Lahko pojasnim zadevo. Na sestanku je bilo, sta bila samo 2 predsednika proti temu pravilniku, se pravi, ampak ne glede na kriterije, ampak glede na višino sredstev, da se jim zmanjšujejo. Ampak to je posledica teh kriterijev, ker recimo, če vzamemo eno krajevno skupnost, ki ima dom kulture, ki ima športno igrišče, v bistvu ena krajevna skupnost pa nima ničesar, potem je normalno, da tisto nima nekoliko napram tem kriterijem izgubi. Smo pa v te kriterije vnesli tudi določilo kriterij ta, da vsaka krajevna skupnost, ne glede na velikost, ne glede na število prebivalcev, ne glede na velikost objektov ali pa števila kvadrature nepremičnin, dobijo enaka sredstva, glede na procent, ne glede na znesek v proračunu. Tako da smo za tisto minimalno porabo tem krajevnim skupnostim tudi dali neko osnovo, neko finance, da lahko z njimi se sestajajo, da lahko kakšno pač upravljajo javne zadeve na področju krajevne skupnosti, seveda. Hvala. Še imamo razpravo. Ugotavljam, da ni več, zato bi predlagal, da občinskemu svetu, da sprejme odlok o financiranju krajevne skupnosti občine Slovenske Konjice v prvi obravnavi. Kdo je za? Okay, vsi so. Glasovali so vsi, 19 za, nič proti. Ugotavljam, da je v prvi obravnavi ta odlok sprejet. Hvala lepa Branko Soviču. Mi pa prihajamo na osrednjo točko, predpostavljam, današnje seje. To je predlog odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2017. Poudarjam, da gre za prvo obravnavo.
in uvodno predstavitev, kratko predstavitev, glede na to, da smo imeli splošno predstavitev že tukaj pred enim mesecem, pa potem obravnavo na vseh odborih, pa bom prosil vodjo oddelka za javne finance, gospod Natašo Fabijan. Hvala za besedo. Dober večer vsem skupaj. Proračun za leto 2017 smo pripravili na osnovi proračunskega priročnika predloga zakona o izvrševanju proračunov za 2017 in 2018, v katerem je navedeno, da je povprečnina za leto 2017 530 evrov. Prejeli smo tudi podatke Ministrstva za finance o primerni porabi, ki so sledeče. Primerna poraba se povečuje v letu 2017 za 1,6%, na znesek 8.054.468 evrov. Od tega je dohodnine 7.992.692 in pa finančna izravnava v zelo malem odstotku 61.776 evrov, kar predstavlja še samo 0,8% primerne porabe. Tu bi samo na kratko dodala, da je zanimiv podatek, da se dohodnina povečuje za 4,1%, kar znaša 313.847 evrov, kar pomeni, da je dohodnina občanov pač bila toliko večja v predpreteklem letu. Ostale prihodke smo planirali na osnovi ocenjene realizacije in v letošnjem letu in predvidenih sprememb na posameznih področjih. V večini prihodki ostajajo približno na isti ravni, največje odstopanje pa je na postavki drugih financiranj, kamor smo uvrstili sofinanciranje iz ekosklada, kjer planiramo, da bomo prejeli dobrih 800.000 evrov za investicije vrtcev Loče in Prevrad. Skupaj se prihodki zvišujejo za 5,8%, če pa dodamo še zadolžitev, ki bo namenjena v celoti za investicije vrtcev, pa se proračun v letu 2017 povečuje za dobrih 30%. Na odhodkovni strani smo kot vedno v prvi vrsti upoštevali zakonske obveznosti, in na področju javne uprave je največje odstopanje funkcionalno poslovanje za krajevne skupnosti, kar je bilo že prej omenjeno, in pa posledice spremembe plačne zakonodaje. Pri gospodarskih dejavnostih, ki predstavljajo približno 12% delež celotnega proračuna, so se sredstva povečala za 4%. Na tem področju bi poudarila, da so tu sredstva za investicije krajevnih skupnosti, ki so trenutno v tej sestavi samo vse na investicijah za modernizacijo in preplastitev cest, kar pa se bo spremenilo, ko prejmemo vse sklepe svetov krajevnih skupnosti, v katerih bodo povedali, kak je njihov plan porabe sredstev za investicije. Na področju stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja, ki predstavlja slabih 9%, so se sredstva znižala za 2,5%. Za 5%, dobrih 5%, pa so se zvišala sredstva na postavki rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij. Predvsem je tu največ povečala postavka za investicije športnih objektov, kamor bomo drugo leto uvrstili obnovo igrišča Dobrava. Potem je pa postavka izobraževanje, ki pa se dejansko največ spreminja, največ povečuje, saj tu so zajeti investicije vrtca Prevrad in Loče. Celotna investicija v celoti dosega 24% celotnega proračuna.
Povečala so se tudi sredstva za socialno varnost za 6%, tudi to so zakonske obveznosti in v celoti predstavljajo 8,2% celotnega proračuna. V skupnem znesku skupno so se odhodki zvišali za 28,8% in znašajo skupaj z zneskom za odplačilo dolga 14 milijonov 542 tisoč 580 evrov. Glede na to, da so prihodki skupaj z zadolževanjem veliki 14 milijonov 542 tisoč 580, sam trenutek, nekaj sem naročil, se opravičujem, 14 milijonov 403 tisoč 628, je razlika med prihodki in odhodki 138 tisoč 952 evrov, kar pa se pokriva s sredstvi na računih iz preteklega leta. Dodala bi še samo eno točko. Statutarno-pravna komisija je podala določene predloge na odlok o proračunu. Na odloku proračunu te predloge smo pregledali, nekaj stvari smo upoštevali, pri nekaterih stvarih smo pa stvari pregledali in smo ugotovili, da so v skladu z navodili, ki nam jih daje Ministrstvo za finance, navodili za pripravo proračuna in za pripravo odloka. Hvala. Hvala lepa. Gremo lepo po vrsti. Po vseh odborih. Komunalna infrastruktura, okolje in prostor. Gospod Tone Offentavšek, prosim za mnenje odbora k predlogu proračuna. Hvala. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval predlog proračuna za leto 2017 po močni obravnavi, mislim po močni predstavitvi gospoda župana. Smo ga sprejeli in ga dajemo na občinski svet v obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, gospod Jure Levart. Ja, tudi naš odbor je z velikim veseljem obravnaval predlog proračuna, na to, da se zvišujejo sredstva družbene dejavnosti. Ga je soglasno sprejel pred postavki, ki bi je tudi omenil, ki tudi zapisniku, ki ste tudi omenili, glede nogometnega igrišča in sredstva, ki so tam rezervirana, koliko se pridobi tudi sredstva iz Nogometne zveze Slovenije, tudi v zapisniku in kontakt potem smo dali pozitivno mnenje. Hvala lepa. Odbor za mladino, Andrej Gunzej. Vaše moje meno. Odbor za mladino potrebuje občinskemu svetu osnutek predloga proračuna za leto 2017 za postavko sofinancirane dejavnosti mladih in za mladih. Hvala. Odbor za gospodarstvo, turizem in podjetništvo, gospod Stanko Kolar. Besedo, odbor za gospodarstvo, turizem in podjetništvo predlaga spremembe v postavkah, ki se tiče dela tega odbora. Zdaj, mi ste dobili v gradivo noter predlog zapisnika, na mizo ste pa dobili zapisnik, ki je verificiran in parafiran, kjer je to natančneje obrazloženo. Skratka, najprej smo se nagibali k temu, da ocenjujemo strateški dokument razvoja turizma v občini Konica in v destinaciji Rogla-Pohorje, kjer smo ga vsi pozdravljali in smo ga podprli na prejšnji seji in smo na ta način tudi pričakovali, da bodo sredstva za turizem in razvoj te dejavnosti ostala vsaj v isti višini, če že ne povečana. Skratka, zgodile so se neke spremembe in so se sredstva zmanjšala. Če bi povedal nekako tako, kot je naš član tudi predlagal, izgleda tako, kot da bi vzeli veter v jadra tem, ki izvajajo to strategijo, ki bodo izvajali to strategijo in jim nismo na ta način dali pravega signala in jim ob štartu ne pomagamo po našem mnenju na pravilen način. Zato smo nekako ocenili brez pravih podatkov še, ker še čakamo tudi plan dela, ki bi bil okvirni plan dela TIC-a za naslednje leto, glede na strategijo in glede na njihove načrte, da manjka v proračunu vsaj tistih 20%, za koliko je bilo zmanjšana ta postavka oziroma za koliko je v generalnem zmanjšana. Prav bi bilo tudi, da ta naš TIC v končni fazi uporabimo kot orodje in organ ali izvajalca naše turističnih aktivnosti v smislu promocije in izvajanja, bolj kot pa smo ga v preteklosti in ga na ta način zavežemo tudi kot odgovornosti, se pravi, da jim naložimo njihove cilje oziroma jih potrdimo
jih spremljamo in jih potem tudi kličemo na odgovornost. Zato smo predlagali prerazporeditve znotraj posamičnih točk, te glavne točke 47, kjer bi prerazporedili sredstva TIC-u v večji meri. Hkrati smo pozdravili tudi umestitev nove točke oživljanja starega mestnega jedra. Je pa res, da če bo ta točka ostala v takšni višini, kot je predvideno bilo v predlogu proračuna, 7000 evrov, in glede na to, da pač nimamo nobenih projektov in planov, kaj s tem denarjem početi, je bolje, da jih prerazporedimo zopet na TIC, ker verjamem, da jih bo znali kvalitetno porabiti, oziroma jih bomo vsaj klicali k odgovornosti, sicer je pa to kot neka rezerva. Je pa opcija, da se ta točka oziroma postavka bistveno poveča in potem lahko s tem tudi kaj naredimo, ker stare mestnem jedru 7000 evrov pomeni mogoče obnovo 2 portalov ali kaj podobnega, ampak tudi o tem še ni jasno, ker pač ni bilo nekega načrta. Jaz bi tu predlagal, da razpravo bomo pol delali. Ja, jaz razložim stališče odbora, pa se bom potem vzdržal. Skratka, na podlagi vsega tega pač predlagamo, da se te postavke prerazporedijo in pa da se tudi celotna suma poveča in se da v bistvu izvajalcem turizma na nivoju občine, imamo občinski dokumenti na nivoju destinacije veter v jadra in da se jim pač pomaga v štartu na ta način, da se pač proračun spremeni in prilagodi temu primerno. Hvala. Bom še res kar pri te točke v enem stavku odgovoril. Verjamem, da boste do druge obravnave dobili zadost pravilen pogled, mogoče marsikaj bilo nepravilno ali pa za premalo natančno predstavljeno, za izvedbeni načrt, ki ga še v bistvu ni, ampak so sredstva zagotovljena, samo je treba vedeti, kje je podlaga, na kakšen način. Tisto zmanjšanje smo pa jasno povedali, gre na račun letošnjega zbornika Konjiško 870 in ne gre za takšno zmanjšanje, tako kot se na prvi pogled, ko človek gleda kolone, vidi. Daleč od tega. Pa mu potem, oziroma jaz pričakujem, danes tak ne bomo, ampak bo do druge obravnave bo to dovolj jasno pojasneno, kje je kaj in kaj se v okviru strategije, ki jo doktorica Tanja Lešnik Štuhec vodi to skupino in so sredstva zagotovljena. Vsaj pri nas, ni pa v vseh občinah tako. Odbor za podeželje, gospod Slavko Hren. Hvala lepa. Odbor za podeželje občinskega sveta občine Slovenske Konjice predlaga občinskemu svetu sprejem predloga odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2017 in sicer kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov. Hvala lepa. Še svet za varnost cestnega prometa, gospod Valerija Rožanc. Hvala lepa. Odbor za požarno varnost. Hvala za besedo. Tudi naš odbor je obravnaval za leto 2017 za področje zaščite in reševanja in po razpravi sprejel naslednji sklep, s katerim občinskemu svetu predlaga predlog proračuna za leto 2017 za področje zaščite in reševanja v prvem branju. Hvala lepa. In še odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim. Prav tako odbor za finance in premoženje predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok o proračunu občine Konjice za 2017 v prvi obravnavi. Hvala lepa. Odlok so obravnavali tudi predsedniki sveta krajevnih skupnosti in kar družno ugotavljajo, da tam 150-200 tisoč evrov bi bilo smiselno povečati sredstva za delovanje, predvsem za investicije na področju krajevnih skupnosti, pa vendar vemo, nazadnje predsednica statutarno-pravne komisije, magistrica Ksenija Klamfer, prosim za mnenje komisije k predlogu proračuna. Ja, tudi na statutarno-pravni komisiji smo obravnavali predmetni odlok, podane so bile nekatere pripombe, gospa je povedala, da tiste pripombe, ki je bilo možno, so upoštevali, ostale so v skladu z navodilom, tako da statutarno-pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem odloka. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Kolar pa gospod Levart. Hvala lepa, no, če sem bil prvi. Jaz se veselim te obrazložitve, vseeno, da še dodam 2 stavka zraven. Vseeno pričakujemo, da v tej obrazložitvi postavk
ne bomo bazirali ali pa se sklicevali na prejšnja leta, kot je bilo to predstavljeno tokrat, ker zdaj imamo strateški dokument, ki v bistvu mora stvari zapeljati na nov način, se pravi z novimi idejami in skozi nove oči. To smo tudi zapisali v zapisnik, kjer pričakujemo, da bodo te obrazložitve teh postavk v skladu z novo strategijo in tudi z cilji, ki jih strategijo želimo doseči, kar pomeni, da resnično pričakujemo, da bodo obrazložitve takšne, ne samo obrazložitve tega, kar je bilo, ampak obrazložitve tudi, zakaj bomo kaj naredili drugače, kot smo se strategijo dogovorili. Pričakujemo, da bomo lahko na ta način tudi govorili o tem, kakšna bo pravno-formalna oblika našega destinacijske organizacije v končni obliki, ko bo ta vzpostavljena, ko se bo v bistvu ljudje, ki bodo kompetentni in preverjeni in z novimi znanji prišli na ta položaj, lahko tudi izkazali in potem tudi skozi to pravno-formalno obliko svoje delo izvajali odgovorno do sebe in pa do nas, ki jih bomo za to tudi postavili. Tako da pričakujem res, da se v tem smislu pripravi obrazložitev in tudi morebitne kakšne postavke, ki iz tega našega zapisnika sledijo. Hvala. Prav, hvala. Jure Levart. Hvala za besedo. Tudi sem še malo vrnil na naš odbor, glede na to, da v naš odbor imamo zajetna sredstva. To na področju izobraževanja. Tu bi jaz podaril to, da je treba tudi neko mogoče besedo zahvali za to uspešnost na ekoskladu. Niso sredstva tako mala, ki smo jih pridobili. To se mi zdi zelo pomembno, da bomo ta projekt teh dveh vrtcev lažje sfinancirali. Kar se mi tudi zdi meni osebno zelo pomembno je to, da financiranje društva ostaja na isti ravni, da se celo dvigujejo, včasih med letom slišimo, ne glede šoloobveznih otrok, da se s tem proračunom tudi dvigujejo sredstva za šolo v naravi za otroke, in da socialni transferji ostajajo oziroma še zvišujejo. No, iz tega vidika ta proračun podpiram, se mi zdi res dober z tega segmenta, ki se ga. Hvala. Gospod Sadler. Še enkrat, jaz načeloma podpiram predlog proračuna za leto 2017, mogoče 2-3 stavke. Glejte, mi smo v letošnjem letu sprejemali rebalans proračuna za leto 2016. Jaz upam, da je ta proračun, predlog proračuna za 2017 pripravljen tak, da ne bomo 100 pa še nekaj 10.000 evrov potem po novih postavkah deliti z rebalansom. To se mi zdi nedobro in nestrokovno, kajti potem si spet nekdo lahko v imenu nekoga vzame pristojnost pa 100 pa še nekaj 1000 evrov razdeliti, to, kar je bila priča letos in rebalansi, smo pokrivali tudi nekatere naložbe, kjer so bile prekoračitve za sredstvi in tako naprej. Jaz tega ne bi želel in naj bo do drugega branja resnično v proračunu tisti projekti, ki sedijo in pa potem, da so pač tudi realizirani in pa tudi financirani iz proračuna. Druga stvar, to, kar je predsednik odbora, gospod kolega Jure rekel, kar je bilo tudi izpostavljeno odbor za družbene dejavnosti, gre za pomožno igrišče Dubrava. Zdaj motivirani vsekakor, zdaj eno je potreba, drugo je pa čas, v katerem se gremo investicij, spet zopet nekaj par 100.000 evrov. Zdaj motivirani, vsaj tak sem jaz razumel, glavna motivacija je bila ta, da pač dobimo z države oziroma z dveh naslovov denar. Enkrat je to fundacija za šport, drugič je pa to nogometna zveza. Zdaj, vkolikor do drugega branja, to drugo, kar sem omenil, nogometna zveza, z 200.000 evrov, ne bo prisotna v tej finančni konstrukciji, potem predlagam, da se pač, ne rekel, tega odstopi, ampak da se ta sredstva, ki so sicer namenjena, dajo reši v ceste, se dajo v krajevne skupnosti in pač na cestnem področju nekaj naredimo, ker mi vemo, da ta proračun zadolžuje našo občino kar za nekaj let, da gradimo 2 vrtca, to je zelo dobro, da pa s tem občino oziroma zavežemo roke kar za nekaj let, tudi tistim, ki za nami pridajo, je pa drugo dejstvo. In na drugi strani, ko govorimo, ko smo prej sprejemali odlok o financiranju, torej se pravi, tisti, ki je že težko pričakovan dokument, se pravi predvsem na tem funkcionalnem poslovanju pri krajevni skupnosti, kar smo lansko leto, jaz bil predlagatelj, da bi se to letošnjem letu zgodilo, pa je bilo nekako rečeno, če bomo to z rebalansom, ni dobro pripravljeno, ampak vsaj v letu 2017. To je eno pozitivno sporočilo, ampak zopet govorimo o enih sredstvih,
Več bi moglo teh sredstev biti. Zdaj smo si pač ključ naredili, ampak ugotavljamo vsi skupaj, da naše ceste, naše javne poti, občinske, skratka, vse ta infrastruktura, za katero na eni strani občina, na drugi strani krajevna skupnost skrbi, je to kar v takem stanju, da težko najti besede kakšne, ne, se sami se vozite po teh cestah. In še enkrat, da skrajšam, ker ne bo te finančne konstrukcije, jaz sem prepričan, da ko sprejemamo proračun v drugem branju, to mora biti jasno. Tu ne more biti nekih naključij, to mora biti jasno in projektantsko in tudi sicer znese vse, ker jaz mislim, da to je projekt in da ga tudi snujejo resni ljudje in se mi zdi, da to je najmanjši problem narediti vkulkrat, pa ne pa še enkrat predlagam, da se sredstva, ki so sicer namenjena, razporedijo oziroma prerazporedijo na tisto, kar se namenjajo. Hvala. Hvala. Gospod Koren, Peter Koren. Ker je že kolega Jože... Samo malo, gospod Koren pa pol, ker je že bil napisan, vi že pa niste bili. Ja, jaz bi imel dve pripombe na dve postavke. In sicer ena pripomba bi šla v smeri z postavko za koriščenje sredstev zimsko-letnega vzdrževanja, ki smo že delno v letošnjem letu šli na novi sistem, ko je dejansko prek razpisa skupni denar za krajevne skupnosti po nekem ključu še vseeno razdeljen. Jaz mislim, da bi tu, oziroma bi predlagal, da se tu ali to dopiše, oziroma na nek način, da so pri porabi teh sredstev za vsako krajevno skupnost predsedniki bolj ključeni. Že pri samem naročilu dela. Ker namreč v letošnjem letu se je že naredilo, da je bil odor nekaj saniran, račun izdan in potem predsednik samo obveščen, da mu je šlo 3 ure, recimo, ne. To ni prav, ne, ker predsednik planira, skrbno deluje s svojim denarjem in se pravi, da ne pride do tega, predsednik pravi, da bi to za enega jurija odpravil. Vsaj tukaj ne bojo, dejansko tudi zemlja se vozila nekam drugam, lahko bi se bliže vozili, dejansko predsedniki so tu doma in se počutijo izigrane. Jaz mislim, da če se jim že ta pristojnost vzela, da sami razpolagajo s tem, naj že pri vsakem, vse to se ne gre v 2 urah reševati, da je predsednik, ko je na njegovem terenu, tudi če pride naročilo na občino ali pa z občine, da je v prvi fazi predsednik zraven. Če je to preveč, jaz mislim, da ni preveč. Sam sem bil predsednik, pa vem, da to marsikdaj se da kaj lepše rešiti. To je eno, drugo bi pa imel pripombo na postavko pokrivanje izgub za bazene in sicer predlagam, da se ta denar, ki je priden za pokrivanje, razdeli na podpostavke oziroma na dela in se na neko razmerje določi z belo v konice, da ne bo prihajalo tako kot zdaj, recimo, da se pokrije izguba za pokrivanje za konice v višini 40-50 tisoč, za zbelo pol zmanjka, ostane 4-5 tisoč in se polovimo za tiste ostanke, koliko je pa bo se pokrila ali se ne bo pokrila. Zbelovski bazen kotira na 1/3 občine, lahko se pogleda, koliko je bilo kar prodanih, dejansko smo tudi v letošnjem letu, mislim, jaz do preveril, je bilo več kot 1/3 kar prodanih, nazadnje pa zmanjka denarja za in pol izpade, tako da samo Zbelovski bazen dela zgubo. To je že dolgoletna zadeva, vsako leto se bolj tega prerekamo, jaz mislim, da če je postavka 45 evrov, se naj reče 1/3 za zbelo, 2/3 za konice in se ta sredstva, če se ne porabijo, se še lahko tudi prerazporedijo, ampak da ne bo vedno tisto, da pol zmanjka za spodaj. To je moje mnenje. Hvala. Hvala. No, to okoli bazenov, to je posebna tema, medtem ko pri temle obveščam predsednikov, pa koliko je moja predstava, so ravno predsedniki tisti, ki naročajo in tudi parafirajo račun, ki pride, da je to. Pri nas ne gre v likvidacijo račun, če ni predsednik dal žegna, bom rekel. Branko Sovič, dodatno pojasnilo. Ja, hvala za besedo. Sestanku predsednikom krajevnih skupnosti je bilo 26.9., ko smo imeli predzadnje srečanje, to jasno povedano za tem novim sistemom, se pravi za tem javnim naročilom za vzdrževanje javnih poti, kjer je osnovna oseba, ki naroča vzdrževanje na javnih poteh, predsednik krajevne skupnosti. In predsednik krajevne skupnosti bo tudi mora podpisati tudi nalog, ki ga je izvajalec na področju krajevne skupnosti izvedel. To pa pomeni, ko predsednik naroči neko delo, mora tudi verjetno bo našel tudi kakšno relacijo, da bo znižal stroške. Tudi te stvari so se že izvajajo, tako da tu ne vidim spornega. In tudi to je notri v pogodbi za vzdrževanje, tudi to vnešeno v enem členu.
Ok, pojasneno. Čakaj, gospod Štefanič pa gospod Satler. Počel sem s kolegom Jožetom, on je omenjal ceste, dodatna sredstva. Govorim pa dobro v imenu, govorim o tistih 150 000 evrih, ki jih je gospod župan omenil tudi tukaj v gradivu, sem potegnil ven. Zdaj sam mislim, da bi se dalo tudi v okviru tega denarja, če bo projekt padel, in mislim, da je bolje, ker strateški načrt, ki ga imamo zdaj, ki ga občina ima, bo prinašal na področju turizma nova delovna mesta in denar. Medtem ko pa Dobrova z umetno travo, ki bo sicer Zveza iz Ljubljane financirana, pa ne bo. Tako da je treba, se pravim, tiste, ki bodo zdaj pripravljali, računajte na to, ne gre za vseh 150, gre za verjetno še kakšno nujno stvar, tudi cesta. Jaz mislim, da ne bi smeli vzeti za leta, ker težko bo, če v enem letu ne bo, če ne bo živelo to naprej, ta strateški načrt, da bo zastal, da bo upadla energija, elan. In to bi bilo škoda. Hvala. Hvala za pogled, za predstavitev svojega pogleda. Jože Satler, replika? Jaz sem samo mislil, kolega Sovič, tudi sam sem predsednik krajevne skupnosti, ko je Branko povedal, drži, da imajo predsedniki pristojnost, ampak tisto pa se bo redno malo pohecal, da je pa stroške lahko znižali. Če so pa po sporazumu, ki je dobil izvajalec, ker je pač bil to javni razpis, po sporazumu so na ceniki, tako da verjetno, če je sklenil ceno po eni ceni, vprašanje, če boš lahko še ceno znižal. Zdaj prihajate v podrobnosti. Nič je bil konkretni primer. Naprimer, zemljo odvažaš 5 metrov ali pa 500 je razlika, to je mislim. V tem govorim, da je to šlo ne zdaj iz konkretnega primera pospraševati. To ni namen razprave pri proračunu. Še želi kdo razpravljati? Gospod Hlačar? Hvala za besedo. Sicer to je skrb rekel, tradicionalno vprašanje, kako je z ureditvijo lastništva občinskih cest. Namreč to po zakonu bi moralo biti urejeno verjetno nekaj let nazaj. Ampak zadeva ni tako enostavna, so stroški taki in drugačni. Pa me zanima, ali imamo podatek točno, koliko imamo tega neurejenega, grobo oceno čez palc, kaj to lahko stane, in v kakšnem času lahko to nekako uredimo pravno, formalno, ker občina je vendarle mora biti na strani zakonitosti, oziroma koliko. To je vse, kar je. Ja, v bistvu, gledajte, približno vem, kaj zdaj razmišljate. Zadnjih nekaj let, kar nekaj let se pospešeno dela na teh urejanjih dejanskega stanja s katastrom in tudi urejanja lastniških razmerij. In ogromno se je spremenilo tudi z načinom, z pristopom, da rekonstrukcija, obnova ceste ni možna, dokler ni lastništvo urejeno. Ali pa vsaj podpisani soglasja, da se po končani gradnji to uredi. Nekaj primerov pa res bode ven, ki traja že nekaj let, tam pa ni pomemben denar, tam je pa dobra volja. Če mislimo isto, podaljše Krimske, recimo, je tako, ko že par let traja. Pa še kaj druge. Bomo pa verjetno čez eno oceno se da narediti iz tega. Ja, zapisano. Ja. Hvala. Še ima gospod Andrej Gumsej. Priključil besedam gospoda Satlera, ki je omenil to rekonstrukcijo pomožnega igrišča na Dobravi. Jaz bom zdaj pač izpostavil en primer. Država je zagotovila sredstva recimo za obnovo kulturnega doma v Ločah, par let nazaj. So bila bistveno manjša sredstva, občina ni zagarantirala svojega deleža, ki bi ga morala, da bi se kulturni dom energetsko saniral takrat, ko je to bilo. Tu pa se zdaj menimo v enem projektu, je občina zagotovila svoje sredstva, ne vemo pa še kako bo prišel tam. Mislim, da je ta pot, ki je Jože povedal, tista prava. Prvo ne bojo sredstva za države, zagarantirana oziroma z nogometne zveze, kakorkoli, to črno na belem, pa lepi rečemo,
zdaj pa te damo tole v proračun, čisto na kratko, hvala. Prav, hvala. Še želi kdo besedo? Gospod Ofendavšek. Jaz bom bolj kratek, bi pa rad le na neko stvar upozoril. Zdaj, v teh Lebukovicah noter, smo pač kar nekaj denarja razdelili. No, mislim, da smo pozabili. Vendar mi smo občinski prostorski načrt sprejeli. V njem je obrtna cona Tepanje. Ta obrtna cona v Tepanju, verjamte mi, če to drugo leto ne poženemo, bo to polovico tega zaspalo. In za začetek in za zagon bomo nekaj sredstev morali nekje najti. Saj tu so tisti, ki bojo tam imeli zemljišča in bojo tudi komunalne ureditve morali poravnati in jih plačati. Vendar moramo na štartu pa gotove stvari pa narediti, ko je treba gotovi projekt imeti, ne vem, za krožišče ali za cesto, da se legduta sploh na parcele pride in tako naprej. Občina je, že v letošnjem letu in pa za drugo leto je to not predvideno za odkup zemljišča za ceste, da ne bi imeli takega problema, ko smo imeli tule na Konozovem industrijskem prostoru dol. Pa vendar mislim, da bo potrebno se izredno angažirati, pa kakšna sredstva, ki je najti, čeprav jih bomo potem nazaj dobili, ampak da bomo pa lahko to zadevo speljali, bomo pa morali ta sredstva nekje najti, da bi osnovne stvari speljali, da bi se lahko tam začelo graditi. Hvala lepa. Hvala. Mislim, da ste sami dali odgovor, da če je dovolj interesa, se bo iz naslova komunalnega prispevka kolo kar kmalu zavrtelo. Osnovna sredstva pa so jasno noter. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni več razprave. Glasovalna mašina je pripravljena, je? Je. Kdo je za sprejem odloka o proračunu občine za leto 2017 v prvi obravnavi? Kdo je za? Smo končali za glasovanje? Ja. Čekaj, pa proti? Proti pa nihče, oziroma proti njih nihče stisnil, ne? Ne, nihče ne stisnil. Ok, za. 14 za, nič proti. Hvala lepa, ugotavljam, da je odlok v prvi obravnavi sprejet. Hvala lepa poročevalki. Vidim, da se moram tudi jaz tu navaditi. Glasovalne mašine, istočasno reči za pa proti. Smo pri 5. točki, to je predlog pravilnika o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode. Še enkrat poudarjam, da gre za seznanitev občinskega sveta s tem pravilnikom. Uvodno predstavitev bom prosil direktorja javnega komunalnega podjetja magistra Franca Doverja. Hvala, gospod župan. Kot je bilo že povedano, je ta pravilnik obravnaval nadzorni svet javnega komunalnega podjetja na svoji 34. seji dne 25.10. tega leta in ga tudi potrdil. Bom poskušal biti ponovno kratek in jedrnat. Za industrijske uporabnike oziroma odjemalce velja drugačen režim obravnave na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda. Zato je treba imeti pač ustrezne podlage, katere smo dejansko pripravili. To je pravilnik, ki je strokoven dokument. Lahko rečem, da smo zbrali znanje skupaj, kar se dogaja po Sloveniji. Imamo pa eno specifiko, imamo uporabnike, za katere, bi rekel, ni v bližnji ali pa širši okolici, bi rekel, možno primerjati njihove vplive na okolje.
Kot veste, se investicija izgradnje kanalizacije in vodovoda znotraj cone starega dela Konosa že izvaja. Se vedo tudi določeni roki, dokdaj bi moralo biti to zgrajeno. Žal zaradi zahtevnosti projekta, po informacijah, ki jih imam, se bo ta izgradnja nekoliko zavlekla. Tisti, ki poznate dlje časa zgodovino Konosa, kaj se je tam dogajalo oziroma kako se je to gradilo, verjetno veste, da so tam tudi podzemne razne objekti, na katere imajo sedaj težave pri izgradnji. Trenutno se večina te industrijske odpadne vode z območja industrijske cone Konos odvaja skupaj s komunalno odpadno vodo v reko Dravinjo. Na tem mestu bi želel opozoriti, da dva industrijska uporabnika oziroma proizvajalca tovrstnih komunalnih odpadnih voda, industrijskih, imata z okoljevarstvenim dovoljenjem predpisano, na kak način morajo imeti te odpadne vode rešene. In tudi mi nekako smo stopili v kontakt, sodelovanje, tudi našem interesu. Verjamem, da je v interesu vseh, če veste, da se že več kot ne vem koliko 10 let dogaja to, kar se dogaja z reko Dravinjo. Pri tem bi želel opozoriti, da nikjer ne piše in predpisuje, da nekdo, ki ne izpolnjuje pogojev, in če to je industrijski uporabnik, da ga bo javno komunalno podjetje priključilo na omrežje. Mi smo jih pozvali k temu, to pomeni, da morajo ti uporabniki podati ustrezno vlogo, na osnovi katere bomo raziskali in pa naredili ustrezne potek njihovega delovnega procesa. Seveda v skupnem sodelovanju. Z ciljem, da ne bi mi imeli na naši čistilni napravi 4 penaste bazene, ker si ne predstavljam, kako bomo mi potem reševali to vrstno situacijo in upam, da me razumete. Za sprejetjem tega pravilnika je tudi pogodba, s katero se industrijski uporabnik zaveže k izpolnjevanju, to je med uporabnikom in pa izvajalcem gospodarske javne službe, kjer bomo poskušali, oziroma mi bomo zaščitili naš interes okolja. Tukaj se gre za okolje. Razumem, da gre tudi za delovna mesta, ampak predvsem za okolje. In vgrajene bodo tudi varovalke. Cena tega čiščenja je enaka, kot je za vse gospodinjske uporabnike, s tem, da tukaj pri industrijskem uporabniku je določen en faktor, glede na stopnjo onesnaževanja. In ta faktor je predpisan oziroma določen z tem pravilnikom. To je F, ne bom zdaj se spuščal v formule. Gre tudi za to, da ima eden izmed večjih uporabnikov vodno dovoljenje za črpanje Dravinje, ki ga uporablja v svojem poslovnem procesu in nimamo realnih podatkov, koliko gre pa potem tega v kanalizacijo. Mi bomo na teh odjemnih mestih morali zgraditi vsa ustrezna merilna mesta z ustreznim monitoringom. Glede na izjave inšpektorjev in tisti, ki so že to zgodbo raziskovali, da se ne da odkriti, kdo je kaj spustil noter, bo ta zgodba še vedno obstajala, ampak bomo poskušali to zminimizirati. Pravne podlage za to vrstni pravilnik so navedene pod točko 2 in jih tudi ne bi bral. In danes je pač ta trenutek, kjer vas seznanjamo in da ste tudi vi obveščeni, kaj počnemo v našem podjetju ta trenutek za rešitev to vrstnega problema. Hvala. Hvala lepa. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval ta pravilnik in prosim predsednika za mnenje. Hvala za besedo. Odbor je obravnaval predlog pravilnika o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode, ki ga sprejema in ga daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Seznanitev, ja. Statutarna upravna komisija, kot smo že uvodoma ugotavljali, posebne obravnave ni upravila, je pa, kot je že direktor povedal, nadzorni svet javnega komunalnega podjetja obravnaval pravilnik in ga tudi sprejel. Tako da, v bistvu, kot sem dejal, gre za seznanitev. Odpiram še razpravo, če želi kdo razpravljati.
Gospod Hren, pa Kolar. Hvala lepa za besedo. Zanima me ena zadeva, ker vemo, da je čistilna naprava, bi rekel, podhranjena. Posluje nekje za neko 70% količino ali pa 50% zasedenost, to nekje no, tako vedel sem, da je nekaj mest. Zdaj pa, imate kakšne izračune, koliko bo to pomagalo k zasedenosti te čistilne naprave in obenem tudi k skupnemu znižanju stroškov delovanja? Če so kakšne projekcije narejene? Po poslovniku, ki je narejen se strani izvajalca, ki je delal centralno čistilno napravo, in glede na plane, nekje, ki se tudi ta dimenzija planirala, je nekje 20% predviden za industrijski odjem, kar pomeni, tukaj noter je zajeto poleg industrijske cone Konos tudi odlagališče za svojimi izcednimi vodami. Natančno bomo vedeli takrat, ko bomo lahko izvajali meritve. To pomeni, koliko te odpadne vode gre res v kanalizacijo. Ker danes to, kar gre v reko Dravinjo, teh meritev ni, še posebej, ker se ne ujemajo podatki o prodani vodi, tista voda, ki jo mi danes prodamo, v primerjavi s tem, kar je določeno v okoljevarstvenih dovoljenjih po teh posameznih podjetjih. Hvala. Stanko Kolar. Hvala lepa za besedo. Najprej pohvala, da se je ta pravilnik zgodil. Sam z izkušnjo upravljavca ene večje naprave, kjer tudi puščamo tam nekje okoli 800 kubikov na mesec na čistilno napravo na Tremerje, me pa čudi, da nekako ne moramo zagotoviti teh podatkov. Očitno je nekaj zelo, zelo narobe, da se ti podatki ne dajo zagotoviti, ker mi na lokaciji v Celju smo dolžni vse podatke dostaviti, jih arhivirati in izvajati dnevni monitoring, tako da je to precej nenavadno in če ne drugače, bo treba tukaj resnično ukrepati z inšpektorji in zadeve speljati do konca. Zdaj pa mogoče eno vprašanje, ker je to pač en pravilnik, ki se tiče gospodarstva in ker se pri takih pravilnikih potem lahko tudi zaplete v smislu komunikacije in obrazložitev. Me zanima, je tukaj sodelovalo gospodarstvo pri debati in pri morebitnih predlogih in seznanitvah v izogib tega, da bomo to na mizo dali na koncu, pa rekli, zdaj pa tek je pa gotovo. In potem se bodo nekateri držali za glavo in bodo razočarani, v najmanjši meri razočarani, v večji meri pa tudi še kaj drugega. In mogoče v tistem delu, ki se pa tiče naših odborov, v našem odboru sedi 7 predstavnikov gospodarstva in bi nekako pričakoval, da bi takšna tema tudi prišla na naš odbor, kjer bi se malce pogovorili, pa te teme med naše kolege razširili, tudi v smislu javne razprave, ki je v takem primeru zelo dobrodošla v izogib kasnejšim zapletom. Zato predlagam, da se v bodoče malo širše razmisli in se uporabi še koga, ki ima kompetence iz tega področja in pa tudi izkušnje. Hvala lepa. Bom podal, mi smo se sestali, oziroma osebno sem se sestal z obema direktorjema, z gospodom Nerotom in gospodom Griljem, ki pač sta tista, ki sta največja proizvajalca, bi rekel, določenega materijala v tem okolju. Vsaka imata svojo tehnologijo. Seznanjeni so bili za tem, kar nastaja, z konkretnimi izračuni pa ne. Tisto, kar ste vi povedali glede monitoringa, obe družbi izpolnjujeta vse pogoje iz okoljevarstvenega dovoljenja, katerega pač, bi rekel, delajo, mislim, da 2-krat na leto. Naša čistilna naprava dela vsak mesec ta monitoring, to je pač predpisano, pri njih je pač predpisano tako, kot je. Vse, kar bo odstopalo od tega, bo nekdo rekel, da je to zdaj naša zahteva. Mi bomo pač poskušali to, kar bo v največji možni meri. Res pa je, da tisto, kar bo pa potem inšpekcijska služba imela vzvod, da po izgradnji kanalizacije nekje imajo predvideno, da se morajo priključiti potem na ta kanalizacijski vod. Ampak vsemi pogoji, ki jih morajo potem izpolnjevati. Ker danes naša čistilna naprava odlično deluje, z vsemi parametri, ki je določen, ampak mi danes vemo, da so to gospodinjski komunalni odpadki, da tukaj ni industrijski, razen, da so izcedne vode iz odlagališča, ki ne povzročajo motnjo pri našem čiščenju. Hvala. Gospod Kolar je prosil. Jasno, za tista dva, ki sta največja, jaz govorim o širši gospodarski javnosti v našem lokalnem okolju in s tem sem potem tudi navezal na drugi del na odboru.
Kar se pa tiče tistih periodičnih monitoringov, se strinjam, pa količine so pa dnevno pod nadzorom. To pa verjetno ne bi smel biti problem, razen če nekdo tukaj nekaj krši zakonodajo in pravila. Zgolj v komentar. Hvala. Gospod Ofentavšek. Hvala za besedo. Ja, gledajte, to ni taka malenkostna stvar. To je zelo zahtevna zadeva. Ne gre tu samo zdaj, kaj bomo na čistilno napravo dali. Gre se tu za to, da bomo mi imeli Dravinjo čisto. Tu se gre za okolje. Na mene so občani pritiskali, klicali telefonsko in mi pošiljali slike. Kaj se v tej naši Dravinji dogaja? Ne vem kdo. Ne morem jaz povedati, ker ne poznam. Ampak kaj se pa tiče te igre o odpadnih industrijskih vodah, to je pa popolnoma jasen zakon. In se ve, kaj mora tisti, ki to spušča, napraviti. Ni samo tu, da bojo zdaj tu jaški, pa da bo zdaj ta zadeva šla na čistilno napravo, bom jaz moj direktorju pomagal, vendar bojo mogli biti noter števci, ki bojo pokazali, koliko kubikov je steklo te vode na čistilno napravo, ki jo bojo oni rekel, pol njim zaračunavali. In koliko kubikov vode je iz Dravinje ven potegene. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker to moram jaz delati v Kobaridu. In neutralna komisija 4-krat na leto dela monitoring. Nimaš ti sploh zravno za biti. Oni pridejo, so tam 12 ur, vsako uro vzemajo eno flašo vzorca in to oni odpeljejo in to gre v analize. In potem se tudi vidi, kaj še pa vsebuje tista odpadna voda, ki gre pol na čistilno napravo. Tako približno te stvari izgledajo. In če ćemo imeti mi Dravinjo lepo čisto, pa ribeno, da bo lepo plavale, pa sprehajalne poti, pa turizem se gremo, pa kolesarsko stezo bomo dol not naredili, moramo imeti Dravinjo lepo čisto. Te bo tu dol ta notar, ta spodnji del dobil do ene, mislim, bo prišel do ene pravega odraza. Če pravzaprav sem pa slišal tudi, da prihaja umazana voda tudi že v Slovenske Konjice. Iz zgornjega dela. Jaz se v to ne bom spuščal, opozarjam pa, da bo treba tudi to preveriti, če dejansko to je. Ker potem nam ne pomeni to čisto nič. Se pravi, če ćemo to Dravinjo imeti čisto, moramo od začetka do, se pravi, mimo Slovenskih Konjic dol, to odpadno vodo enostavno rešiti. Zaradi tega in pa obrazložitve direktorja komunalnega podjetja, intenzivno obrazložitev, je odbor bil takoj za to, da se to sprejme in da se ta stvar enkrat za vselej reši. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Gospod Gumzej. Čistimo reko Dravinjo. Jaz se živim na taki lokaciji, da ni treba slik gledati, ne. Da bi rekel, včasih tedensko na 14 dni, zdaj res mogoče malo mir, ne, verjetno zaradi teh zadev, ki ste vi tule vedeli, ampak je to res žalost, ne, da podjetje, ki to delajo, ne, da se ne zavedajo, kaj v bistvu delajo, ne, če bi tako malo povedal. Mi le imamo vsa gospodinstva priključena na čistilno napravo, tudi zdaj bi rekel, tam, ko še nimamo čistilnih naprav, ne, ampak koliko bojo take le stvari še življa, Dravinji lep čas ne bo, ne. Da bi mogoče malo karikirano rekel, lepo pa predstavljali Dravinjo različnih barv, to mogoče malo turistična atrakcija, ne, to je malo kaj videti, pa noben ne ukrepa, ne. Recimo, posreduje se pa cirka 30 na leto gasilci PGD Slovenske Konjice posredujejo različne nevarne snovi na reki Dravinji. Ukrepa pa ne, če že bil že kak, pa se bi rekel, zoža to na 2 podjetja, tudi jaz ne vem, kjera 2 sta tom, številka 2 je bila prej omenjena, ne. Tako da, boljše pozno kot prepozno. Tako da, zelo pozdravljam to, ja. Hvala, gospod Hlačar. Hvala lepa za besedo. A veste, tole se vedno vračamo na sedanje stanje. Jaz se spomnim
recimo da je 60-65 let nazaj, ko je Unior uničil Dravinjo od Zrečjo Konic in še niže pri proizvodnji generatorskega plina, je katran šel noter in je čisto vse, da ne bi rekel, pomrlo, od Zreč do Konic in niže verjetno še, ker Konus je bil onesnaževalec, vendar v primerjavi s tem skoraj rekel, ve se, da je in ve se, kaj je uporabljal, no? Zdaj ga ni več. Tudi za te se ve, kaj uporabljajo in se ve, kaj lahko ven pride. Ampak takratna, ta pomor to dole, to je leta trajalo, kamni so bili od katrana obloženi. In dejansko kaj takega, če bi se zgodilo na reki Soči, bi nekdo šel verjetno za nekaj let klavir igrati tam, ker je pač malo težko. Jaz upam, da bo komunalni GKP imel srečno roko in bo z dogovorom in z tem, kar obljubljajo strokovnjaki, da bodo ti ugotovili dejansko, kaj je tisto, kaj najbolj škodi, ali je to tisto, ki se peni, ne? Ker jaz sem danes nasmejal, imam vis-a-vis on stran Dravinje, perejo kamione. Ne vem, nisem prepričan, če imajo lovilce za olje, pa kaj takega, ko ima gospod Offentavšek, pa OMV, tule, ne, če imajo, ne vem, nisem prepričan. Ampak, recimo, da imajo. Tudi tam je verjetno eden izmed manjših vzrokov za kakšno, rekel, onesnaženost. Pri nas jo ni, to ti kar povem. Vem, čistilo napravo. To je sam ne, pravi upam, da bomo prišli tebe do konca. Še želi kdo razpravljati? Če ni, bom jaz en tak rezime tega ne naredil. Poglejte, prevečkrat se oziramo na to, kakšen bo profit iz neke dejavnosti, premalo pa se zavedamo tega, da nam ta profit ne bo slede prej nič več koristil, ker bomo sami svoje življenjsko okolje uničili. In kot je gospod Hlačar rekel, toliko desetletje nazaj, vsi vemo, kak je izgledalo, ko je bila še lužnica v Konusu, od 80 let naprej je pa slika bolj ali manj enaka, kar se tiče Konusovega iztoka. In tudi 20-22 let nazaj, ko sem bil še vodno-gospodarski inšpektor, se nič ni spremenilo, vse je isto. In to sprenevedanje traja kar naprej. Je pa dejstvo, da ta podjetja niti do sedaj niso imele možnosti se priključiti na čistilno napravo. Ustrezali bi naj parametrom za izpust v kanalizacijo, ne pa za vodotok. In ko smo pred 3 leti, mislim, da 3 leta nazaj, odprli čistilno napravo, je bilo veliko pričakovanje, da bo slej ali prej, da bo te podobe Dravinje takšne ali drugačne kmalu zgodovina. In spomnite se, lanskem letu smo se pogovarjali, da se bodo sredstva namenjena za izgradnjo komunalnega, se pravi od cevovodov za zbiranje odpadne vode. Prva prioriteta je bila Zbelovo, v primeru, da pride do gradnje protiplavnih nasipov. Če do tega ne pride, je druga polovica leta Konus sekundarno omrežje. In poznamo zgodbo z Belovim, da se je odmaknilo in potem smo v začetku septembra se lotili te zgodbe. Res, da je tu bogata zgodovina in da zdaj odkrivamo malo da ne Postojnske jame, ampak v 2-3 mesecih bo to končano, enkrat bomo prišli do tega. In zdaj, od tod naprej, pa jaz neke velike razprave ne vidim. Zakonodaja je jasna, naša odgovornost do narave tudi, predpise imamo in zdaj se ta žogica iz medijev seli na odnos povzročitelj, čistilna naprava oziroma komunalno podjetje. In tu jaz ne popuščam nič, nimajo kaj razpravljati, vejo, o čem se pogovarjajo, kaj morajo zadostiti, da bodo lahko povezani, ne glede na ceno, bojo to morali narediti. Izvesti. In res, tu jaz nisem preveč demokrat, da bi zdaj razpravljal, bi, ne bi.
Ve se, to je treba narediti, če ne bo v 2 mesecih, bo pa v 4. Ampak cilj moramo vedeti. In jaz pričakujem, oziroma sem prepričan, da je direktor v dosedanjih razgovorih s temi največjimi onesnaževalci dovolj dobro seznanil, kaj jih čaka, kakšne zaveze bodo morali sprejeti, da bo vsa zadeva funkcionirala. Bom pa zelo vesel, če se bo potem, ko bo omrežje v sekundarno omrežje znotraj konusa zgrajeno, da takšnih slik ne bo več. Bojim pa se, da bo kakšna penasta voda še v drugod pretekla, to pa je že delo za kako leto kasneje. Še želi kdo razpravljati? Gospod Štefanič. Jaz bi rekel, ni samo Dravinja, je tu tudi Oplotnica. Ne vem sicer, kako je podatke o Oplotnici imate vi, o onesnaženosti. Ne. Nimamo bolje Veznešice. Tam so še neke pene pojavljali, povzročitelja ne vemo kje, ker to na vse zadnje ni bila naša pristojnost ugotavljanja. Tisti, ki pa so, eno je rekla, kazala, nekdo je tudi pofotografiral, seveda povzročitelj je pa potem neznanec ali pa neznan nekje. Vpliv pa zagotovo pride potem tudi v Dravinjo. Pa še nekaj me moti. Oplotnica je večja kot Dravinja. Hvala Bogu, da imamo Oplotničico, da nam razreči Dravinjo. Pa še nekaj me moti pri tem sprenevedanju, ko strokovne službe ugotovijo, da ni prišlo do onesnaženja, ker ni bilo pomora rib. Jaz se ne more biti pomora, če jih ni. Je pa res, da se pa že, Lipan se že seli proti čistilni napravi, napredek je, gre pa počasi, gre pa počasi. Lahko še samo to reči, ob Dravinji, predvsem imamo obrežja, verjetno ne 200 metrov, krogom izseku. In lahko rečem, da je spet precej rib, bilo pa v času, v katerem je govoril kolega Jože, pa to, videti, da so ribe po hrtu crkvene plavale, taki kosi. Žal. Prav. Še želi kdo razpravljati? Če ne, zaključujem razpravo in predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o seznanitvi s pravilnikom o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode. Kdo je za, oziroma za, proti, 1, 2, da se moramo tega navaditi. 4 manjka je, kar je v redu, 19 za, nihče proti. Ugotavljam, da je sklep o seznanitvi s tem pravilnikom soglasno sprejet. Zgleda, da ima danes direktor komunale kar sedež aboniran. Pri 6. točki ga tudi rabimo, predlog sklepa o izdaji soglasja k zaužitvi javnemu komunalnemu podjetju Slovenske Konjice za nakup fekalnega vozila. Prosim za kratko obrazložitev. Hvala lepa, župan. Menim in ocenjujem, da smo dali jasno poročilo in pa tudi pojasnilo, zakaj smo šli v to zgodbo. Lahko rečem, da smo že na 25. redni seji nadzornega sveta 25.8.2015 bil sprejet sklep o nakupu tega vozila. Prav tako je bilo podano v planu za leto 2016 na 27. seji nadzornega sveta 24.11.2015 podal soglasje na finančni načrt in plan dela v leto 2016, v katerem je bilo zajeto to fekalno vozilo in seveda tudi občinski svet to potrdil že tudi ta naš plan v 2016. Je pa tukaj ena težava, ker gre za specialno vozilo in gre za podaljšanje roka oziroma gre za daljši rok dobave. Mi smo v letošnjem letu izvedli ustrezne javno naročilo in bilo z tem zbiranjem ponudb. Vrednost takšnega vozila znaša 289.000 evrov. Odločili smo, zato imamo tudi izveden DIP, kjer je povračilo tovrstne investicije glede na obseg dela, ki ga bomo opravili, prvenstveno največ v naši lokalni skupnosti na področju praznjenja grezničnih gošč in pa sanacije kanalizacije. Smo si zastavili za cilj 20 km letno in to z tem vozilom in ekipo, ki jo že imamo, če bo potrebno, še bomo eno dodali, tako da bo to vozilo se znotraj 7 let in pol oziroma 8 let ustrezno izplačalo. Je pa to vrstno vozilo tako, da nadgradnja je iz nerjavečega jekla in vitalni deli, kar pomeni, ocenjujemo, 15 let mora zdržati avtomobil in po 15 letih se zamenja avto, nadgradnja ostaja.
v takšnem primeru in tudi zanesljivost delovanja je narejena tako, da vkolikor bi pa prišlo do okvare oziroma na redni servis, dobimo podobne kvalitete nadomestno vozilo, tako da naša dejavnost in upravljanje ne bosta trpeli. In za to pa potrebujemo dejansko vaše soglasje, da je sprejeto to v odloko in gremo v podoben principu, kot je bilo že leta 2012, ko se je podjetje zadolžilo za nakup 2 smetarskih vozil in s tem tudi ne zadolžujemo oziroma obremenjujemo, bi rekel, kreditni potencial lokalne skupnosti. Hvala lepa. Samo kot medklic, direktor, podatek o številu greznic, ki se praznijo v tem trenutku, recimo ocena. Ta trenutek imamo v bazi podatkov 2800 greznic. Te greznice se morajo enkrat na 3 leta sprazniti. Kot veste, je tudi sprejeta nova uredba o komunalnih odpadnih vodah, kar pomeni, da se bo v naslednjem obdobju tudi prevetrile te aglomeracije. Ocenjujemo, da se bo tudi v konicah zmanjšalo ta potrebna izgradnja, ki pa je tudi vezana na izkoriščenost centralne čistilne naprave in s tem bo tudi povečan obseg praznjenja greznic. Naša ocena je, da se nam bo potem še za cirka med 800 in 1000 greznic povečalo, kar pomeni, da bomo imeli v portfelju okrog 3800 greznic iz tega naslova. In seveda bomo, to se pravi 75% bomo to praznili sami, ostalo pa, glede na težke dostopne, bi rekel, lokacije, se pa poslužujemo manjših vozil z podizvajalci. Hvala lepa, sem tukaj za lažjo predstavo. Najprej odbor za finance premoženja, Stane Frim, prosim za mnenje odbora k predlogu sklepa. Hvala, odbor je tudi razpravljal, ali je boljša lastna nabava ali outsourcing, in na koncu je sprejel sklep, da podpira sklep o izdaji soglasja o zadolžitvi javnega komunalnega podjetja za nakup prekalnega vozila. Hvala lepa. Še statutarno-pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer. Statutarno-pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega komunalnega podjetja. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da razprava ni potrebna, zato predlagam glasovanje. Lahko gre za proti. Izvolite. Evo. 19 za, nič proti. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. In 7. točka, program... to pa Karmen Vodovnik, v redu. Pri 7. točki program ravnanja z odpadki oziroma surovinami na območju občine Slovenske Konjice za leto 2017. Uvodna obrazložitev, gospa Karmen Vodovnik iz javnega komunalnega podjetja. Hvala za besedo, dober večer vsem. Jaz vam bom na kratko predstavila program ravnanja z odpadki v občini Slovenske Konjice za leto 2017. V osnovi se bo izvajal v podobnem obsegu, kot se izvaja že v letu 2016. Namen programa ravnanja je predstaviti aktivnosti, ki se že in se bodo še naprej izvajale s ciljem dosegati zastavljene cilje v skladu s programom ravnanja za odpadki na nivoju Slovenije, zaveze Zero Waste, se pravi zmanjšati skupno količino zbranih odpadkov, večati delež ločeno zbranih in manjšati delež mešanih komunalnih. V letu 2017 se pričakuje podoben obseg zbranih odpadkov, ciljamo na delež mešanih komunalnih na 27,9% od vseh zbranih, kar je tudi v skladu z cilji zaveze, v kateri smo si cilje postavili za naslednjih 10 let. Sam letni program, kot sem omenila, že se ne spreminja, se pravi ločeno zbiranje pri odvoz od vrat do vrat od vseh individualnih objektov ostaja, za vse frakcije skupnih odjemnih mest, akcija nevarni, potem odvoz kosovnih, delitev vreč, urniki bodo konec leta razdeljeni vsa gospodinjstva, same frekvence ostajajo enake kot so zoptimizirane in nekako že sprejete. V letu 2017 pa se nadaljujejo tudi vse aktivnosti ob tem samem zbiranju v cilju zmanjšanja teh skupnih zbranih količin
Tu pa gre predvsem za osveščanje in obveščanje občanov o pomenu ločenega zbiranja odpadkov, o pravilnem ločevanju na izvoru, potem spodbujanje kompostiranja na lastnem vrtu, seveda tam, kjer ta možnost obstaja, spodbujanje ponovne uporabe, naš kotiček za ponovno uporabo v zbirnem centru in potem v bistvu predaja teh surovin v center ponovne uporabe. Svetovalni nadzor ostaja na terenu, to je s poudarkom na svetovanju, predvsem pri skupnih odjemnih mestih, pred bloki, kar že izvajamo in bomo tudi v prihodnje, kjer je ločevanje nekje najslabše. Ponovni pregledi zabojnikov za mešane komunalne odpadke, pri katerih ugotavljamo nepravilnosti in občanom tudi svetujemo. Sama izvedba sortirnih analiz, potem pisno-ustno komuniciranje, izvedba raznih akcij, v sodelovanju s šolami, vrtci, lokalnimi skupnosti, embalažnimi družbami. Potem to sodelovanje v raznih projektih skupaj za boljšo družbo, to sodelujemo z Zbornico komunalnega gospodarstva, e-cikliraj, odpadna elektronika, to so ti zeleni zabojniki, ki smo jih postavili v tem letu po občini. V pripravi je komunikacijski priročnik za vsa gospodinjstva, pa nekako bomo delali na tem, da bodo dodatno plačali tisti, ki kljub vsem našim opozorilom pravilno ne ločujejo odpadke. Na kratko. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosil bom odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, predsednika Toneta Ofentavška za mnenje odbora k programu. Odbor je obravnaval predlog programov ravnanja s komunalnimi odpadki in temi surovinami na območju občine Slovenske Konjice za leto 2017, ki ga je sprejel in ga daje občinskemu svetu v obravnavo. Hvala lepa. Še svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, gospod Peter Štefanič. Svet potrjuje program in predlaga občinskemu svetu, da sprejme oziroma potrdi program ravnanja z odpadki, surovinami v občini Slovenske Konjice. Hvala lepa. Ko gledam, vidim, da so tudi upoštevali tiste pripombe. Okay. Tudi nadzorni svet javnega komunalnega podjetja je obravnaval in sprejel ta program. Odpiram razpravo. Če ni druge razprave, imam jaz vprašanje glede izkušenj pri urniku odvozov. Govorimo o papirju in o steklu. Me zanima, kakšne ste izkušnje, je dosti pripomb, ali pa samo jaz več berem, ko pijem, nekaj bo. Vprašanje imam, no? Zaenkrat, glede frekvence, če dovolj pogosto, zaenkrat ni bilo pripomb oziroma predlogov, da bi se ta frekvenca povečala, tako da ostaja taka, kot je, enkrat na 2 meseca izmenično. Mene pa še papir, flaše, pa placa še. Ok, predo. Gospod Ofentavšek. Jaz sem to njihovo zadevo malo pregledal, pa smo bili, mislim, tudi zelo zadovoljni, da vidimo, da se ti odpadki zmanjšujejo. To pa pomeni, da se zavedajo ljudje tega. Je pa res, da imamo še kar nekaj takšnih, ki pa na vse načine te odpadke puščajo še vse posod. Glejte, tudi občani bi morali biti malo bolj pozorni. Res pa je, da seveda, če prijavi ali pa kam pokliče, pa vsak reče, ja, glej, gospod župan je poklical, je videl tam, da si noter metal, ne vem, kakve odpadke. Zakaj to govorim? Mi imamo tam pri trgovini v Tepanju ali pa če česa na bencinski črpalki svoje otoke, ne? Kaj mislite? Modroce je not pripeljal. Modroce, od Hojstl je not pripeljal. To si ne morete predstavljati, kaj je narod, kako zavestno. Častna moja beseda. Ja pa nekdo, glej, kontejner je s tistem bil takoj poln. Ko smo gledali pri nas, ko imamo te kasone, ker ni mogel noč spraviti, razumete, še pokrovo je zravno zlomno gor na vrhi, zdaj smo drugega kupili, ne. Oni pridejo, razumete, nekateri, ko tudi avtomobile parkirajo, imajo noter v kuferamah vreče, ki jih pol enostavno zmečajo noter v te kante.
In tu bi mogli vsi občani biti pozorni, gledajte, in taka zadeva si zasluži kazen. Takrat bomo še pa to lahko še veliko bolj zboljšali. Kaj se pa komunalnega odvoza tiče, to, kar je gospod župan vprašal, pa si jaz mislim, da so ljudje zadovoljni, oni so redno, vredi pobirajo, ko kanto spraznejo, za kanto ni nobenih smeti dol, včasih je bilo to malo drugače, ne. To je ležalo malo okrog sem in tja, to pa moram reči, da je to zdaj res urejeno in je to samo, da bi tako bilo tudi naprej, ne. Hvala lepa. Pa tudi, odkar so nova vozila, ni več olja za njimi. Pa tudi olja ni, to je bil pa največji vrak, razumete, če ti je tam na Hof prišel. Gospod Kolar. Ja. Hvala za besedo. Roko na srce, treba je priznati, da se stanje že drastično izboljšalo in da to vrstni načrti in pa aktivnosti, ki jih pelje tudi javno komunalno podjetje, pripomorejo k temu. Zdaj v samem tem programu spremljanja doseganja okoljskih ciljev me pa vseeno malo bega, da smo postavili tako neambiciozne cilje za leto 2020 in pa 2026, ker praktično ne predvidevamo nobenega zmanjšanja. Če jaz tole prav berem, v kilogramih nastajanja komunalnih odpadkov na prebivalca je res, da smo tukaj daleč od tistega, kar je slovensko povprečje in da smo tukaj bistveno boljši, ampak za strategijo Zero Waste bi mogoče vseeno pričakoval malo boljše rezultate ali pa bolj ambiciozne napovedi. Je pa tudi zanimivo, da ste jih ocenili celo v decimalko, v 10 gramov natančno, kakšni bojo ti podatki. Jaz ponavadi, ko pišem take načrte, zaokrožim na neke cele cifre in je to potem tudi lažje berljivo. To vam govorim iz lastne izkušnje iz podjetja z 200 zaposlenimi, kjer mešanih komunalnih odpadkov ne proizvajamo več nič. Kar pomeni, da se da vse delavce naučiti, oziroma vse prebivalce naučiti primernega ravnanja z odpadki in z ločevanjem teh odpadkov. Do teh frakcij, da so praktično vse selekcionirane na ponovno obdelavo. Vse tisto, kar se na koncu ne da rešiti v tele frakcije, ki so tukaj napisane, gre pa v frakcijo drugače zbrani odpadki, ki jih uporabimo za sekundarna goriva in se kurijo. Skratka, izkušnje dosti, prakse dosti, jaz še enkrat govorim, da je to zelo dobro in da smo že daleč prišli, ne. Se pa pridružujem tu kolega Offentaušku, ki pravi, da je treba ljudi na koncu vseeno kaznovati, ne. Midva smo že komunicirala o načinih nadzora nad temi ekološkimi otoki in jaz računam, da to v prihodnje imate v načrtih, da bodo tisti, ki bi želeli ta nadzor izvajati malo bolj podrobno, da ne bomo govorili, a mogoče je bil pa oni, mogoče je bil pa tisti, ampak bomo tiste enostavno videli na kameri, tako onega storilca dol v Kopru, ki je razbijal notri po cirku. So stvari danes res izredno poceni in zelo enostavno jih je postaviti, vsaj na tistih ključnih mestih, ki prihajajo do največjih kršitev in potem tistega enostavno za uha dobiti, ker najtežje pa je kaznovati nekoga, ki ni kriv. In kaznovati pavšalno ene uporabnike, ki se delijo ekološki otok in bolj, ko se ti ekološki otoki razdelijo na posamične uporabnike, boljši bo nadzor, večja bo ločenost in manjši bojo problemi. Tam, kjer se bo malo večji, ali pa tisti, ki pa bi želeli malo boljši nadzor, se pa naj tudi uvede neki nadzor, ki je pravno sprejemljiv in je tudi izvedljiv v smislu, da lahko tistega, ki to krši, najdemo in ga kaznujemo. In počasi prihajamo v obdobje, ki ne več samo opozarjali, ampak bo treba dejansko tudi kaznovati in tile naši medobčinski redarji in inšpektori, ki imajo pooblastila za to kaznovanje, bi pa pričakoval, da potem počasi tudi začnejo kakšne listke pisati tistim osebam, ki jih dejansko dobijo in je dokazljivo, da so kršili pravila o ločenem zbiranju odpadkov in odlaganju kosovnih odpadkov, ki ni v skladu z dogovorom in pravili. Hvala lepa. Za tele cifre pa mogoče, jaz ne vem, nisem jih povezoval iz zavezo Zero Waste, točno zdaj, ampak je pa dejansko, da imamo danes 286 kg, plan 2020 je pa 284,65 kg, plan 26 je pa 283,03 kg. Svetujem, da zaokrožite na cele cifre, ker je to bolj realno, je pa malo neambiciozno, ker se trudimo vsi in pričakujemo še več. Bo direktor dal pojasnilo? Če smem, morda smo zdaj govorili o enem podatku, o skupnih količinah nekje, sta še pa dve postavki o mešanih komunalnih odpadkih in pa koliko je procent ločen. Na prvi pogled to zgleda neambiciozno, ampak je v zadnje ogromno velik dela, ki je odvisno od drugih, ne od nas. Mi imamo glede na preteklih 10 let neizkušnje, koliko se je to manjšalo
In smo tudi aproksimativne vrednosti naredili. Tako pa lahko rečem, mi imamo danes mešanih komunalnih odpadkov 1260 ton, kar pomeni 84 kg na občana. V 5 letih se bo to znižalo na 73 kg, v 10 na 65 kg na občana. To je iz zaveze. Drugo, kar je pa zelo pomembno, da če mi hočemo zmanjšati te količine odpadkov, da moramo povečati ločeno zbranje. To pa pomeni z današnjih 71%, čez 5 let bo to 74 oziroma 77 čez 10 let. Lahko pa rečem, da tudi na tem ločenem zbiranju je nekje med 0,8 do 1% se ta povečana dviguje iz statistike, ki jo vodimo 10 let. Hvala lepa. Hvala lepa. Se bom malo še navezal k temule, ravno kar je gospod Kolar okrog kaznovanja govoril. Poglejte, dosti lažje bo, ko bomo mi začeli kmečko logiko uporabljati. Ne vem, v katerem kraju je bilo, ko so kamero namestili, zato da bojo nadzorovali tiste, ki mečejo smeti v gozd. In je obvladala pravna logika, da morajo kamere odstraniti, ker s tem omejujejo svobodo ljudi. Se pravi, to je približno tak, eden me snema, ko jaz v žakl bašem, bomo pa rečem, sem me ne sme snemati. No, tako približno to zgleda okrog tega nadzora, tako da imajo težave redarji pred tem, oziroma inšpektorji. Ja, k temu, kar je pa direktor rekel, bistven napredek je pri mešanih komunalnih odpadkih. 10 let nazaj je konjiška občina odložila tule na Prežigalu več kot 6000 ton letno, danes govorimo o 1260 tonah, ki jih peljemo drugam, tako da je kar precejšen napredek. In to je tudi, se strinjam, ogromno delo že narejeno, pa še bo. Ja, zato pa gremo v vrtci že, ja. Gospod Koren, pa gospod Štefanič. Samo komentar glede mojih predhodnikov, dejansko je to en proces. Pred 30 letami smo, vsaj na podeželju, veliko večino teh odpadkov vseh izvozili kar v prvi graden. Zdaj smo tam nekje, da veliko večino že znamo, koliko toliko razsortirati, nekaj še nas je takih, ko sam tja pripeljamo na kup, nekaj je pa takih, ko še pa dajo še v goš, ampak takrat ostala večina skipi, pa grejo tisto povrat, tako da zdaj smo nekje na pol poti, ne. In pač žal se eni bolj počasi učimo, ne, jaz govorim, vse učimo, da ne ukazati na kjerga. Še bomo učili 15-20 let, da bo, ampak še vedno je boljši, da zdaj v te kontajnere pripalaja pa narobe odložil, saj imamo tam pri roki, pa lahko razporedimo, ampak čez 10-15 let bojo pa videli, da jih je zmer manj in konec koncev bo se po to razpustalo, ampak mislim, da še bo to kar nekaj časa. Tudi za prejšnjo direktnico je bilo to dejansko dole na podeželju, kjer so ti odlagališča za več hiš skupaj, pa ni nekega nadzora, to je tam še samo slabše, tam na teden, na 2 tedna je več smeti zravno kontajnerjev, ko jih je v kontajnerjih. In je bila en čas je bila neka dilema, oziroma da bi to čim prej odstranili te otoke, da jih ne bi bilo, pol se vrnemo nazaj, potem bomo spet tisti začeli voziti, tako so prej voziti. Treba je to preživeti, čistiti za njimi, pospravljati za njimi. Tudi včasih, tudi jaz osebno, ko sem bil predsednik, sem parkrat šel počistiti na prikolico, naložiti, pa smo parali konice, pa si ob tistem čiščenju zalotil nekoga, ko prišel tja, pa misel nekaj odložiti, pa gleda, kaj ti delaš, ne, in dejansko verjetno tisti pol ni več, ali pa saj na tak način ne več odlaga, tako da učiti se moramo, pa proces še bo kar traja, tako da pa napravi pot, ki mislim. Hvala. Gospod Štefanič. Tisto, kar je kolega tam čez tone rekel, slika je posod enaka, govorim za Ljubljano. Spremljal sem tudi za Maribor. Glede teh majhnih številk, tudi decimalk, bom pa rekel, ker sem dosti dobro prebral in zelo vesti in ostala gradiva, da je treba te stvari množiti 14500, s tem pa pridejo ta prave številke ven, ne? A je tako, gospod rekel? Ja, to je to, ne? Prej se zdi goljofivo, ampak dejansko je to. In še nekaj bi rad podal, 2 dni nazaj imam informacijo, bil sem na Snagi v Ljubljani, nekaj smo nesli za olje. Eni redkih smo v konicah, ko ste uvedli tiste kantice. Tam sem videl v kozarcih za kumare ali kaj vem kaj, so prinesli olje notne. Tu je pa bilo krasno rešeno. Po tej plati moram reči, da kolikor imam podatke, konice dobro. Enega pa sploh ne prinesli, o tem je problem. Enega sploh ne prinesli, ja. Tem je problem. Prav, še želi kdo razpravljati?
Ugotavljam, da ne več in zaključujem razpravo. Predlagam občinskemu svetu, da sprejme, oziroma da potrdi program ravnanja z odpadki, mi rečemo temu surovinami na območju občine Slovenske Konjice za leto 2017. Za, proti, 1, 2. 4 manjka, ja, v redu. 19 za, nihče proti. Hvala lepa poročevalki. Mi pa prehajamo na 8. točko, to je predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Zavoda za šport. Uvodno predstavitev bi prosil predsednika KVIA za gospoda Jožeta Hlačarja. Hvala lepo za besedo. Zavod za šport, oziroma svet Zavoda za šport je pozval ustanovitelja, da imenuje 3 predstavnike. In seveda KVIA si je opravil svoje, tako da je pozval stranke politične, da pripravijo predloge. In moram reči, da je predlogov bilo kar 6 in da smo potem na sestanku zadevo premleli in obravnavali praktično vsakega in seveda na koncu je pred vami takle predlog, da za člane sveta Zavoda za šport imenuje Iva Furmana, Marka Ciglerja in Zlatka Rateja. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskem svetu, da sprejme sklep o imenovanju Iva Furmana, Marka Ciglerja in Zlatka Rateja za člane sveta Zavoda za šport. 1, 2. Kdo je za? Proti? Ok, končano? Končano. Končano. Lahko rečemo, da je končano, ja? V redu, ker ni še vseh za to. Prav, idemo naprej. 15 za, 1 proti. Ugotavljam, da so Ivo Furman, Marko Cigler in Zlatko Ratej imenovani za člane sveta Zavoda za šport Slovenske Konjice. Mi smo pri 9. točki predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Zavoda Glasbena šola. Tudi tu bi prosil gospoda Jožeta Hlačarja za uvodno predstavitev. Na poziv sta prišla 2 predloga in seveda po obravnavi na tem sestanku je prevladalo mnenje, ki je tule pred vami, tako da predlagamo, da se za člana sveta Zavoda Glasbena šola imenuje oziroma predlaga imenovanje Luke Juharta. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, sam če pripravimo glasovanje. Glasovanje za, proti. Še čakamo ene. Ok, lahko zaključimo. V redu, zaključujemo. Ugotavljam, da je Luka Juhar s 16 glasovi za in nihče proti imenovan za člana sveta Zavoda Glasbena šola. In tako prihajamo na zadnjo tradicionalno točko vprašanja in pobude. Pa bi jaz najprej napovedal naslednjo sejo po vsej verjetnosti četrtek 22.12. ob 5. v Konjičanki. Zaradi tehničnih razlogov, ker je predvidena nekaj kulturnega programa in je, ker je to zadnja seja v letošnjem letu, bo bolj prišlo prav v Konjičanki. Hkrati bi vas povabil na jutrišnjo predavanje, namreč v sklopu projekta Občina po meri invalidov bomo skupaj z društvom Vizija organiziramo predavanje Nasilje nad invalidi. Jutri ob 16. uri v tem prostoru, vabila so na mizi. Povabil bi vas še, da skupaj obeležimo dan prostovoljcev in invalidov 5. decembra
ob 11. uri v dvorani Konjičanka, da sta gradivu je bilo priloženo tudi poročilo nadzornega odbora, sveže. Zdaj pa dajem najprej vam besedo vprašanja pobude. Zaključujem 20. sejo.